Ne, se itak piše. Pravijo, da motivacija ne pomaga, ključna je disciplina. Kako pa pridobiti disciplino? In kako ohraniti dolgotrajno disciplino? Motivacija ne pomaga, ključna je disciplina. Kako pridobiti disciplino? Motivacija definitivno pomaga. Tako Na da, začetku je potrebna, mislim, potem pa ni več potrebna. motivacija je zmeri plus. Thanks. Motivacija je zmeri plus. Motivacija je zmeri plus. No, kaj si ti misliš? Ja, da na začetku rabiš motivacijo, zato ker nimaš habita. Ko vzpostaviš habit, motivacija je irrelevant stvar. Irrelevant. Nekaj pol pač narediš. Ja. Tudi če se čutiš, če se ne počutiš, narediš. Recimo primer, ki ga jaz dam vedno, ne vem, zakaj imam rad ta primer, zato ker ga verjetno čisto vsi ljudje delamo, umivanje zob. Ja. Če imaš ti, recimo, nimaš navade, da umivaš zobe, 10 let mine in začnejo te boleti zobje, pa gnijejo ti. In greš do zobozdravnika in on ti da nasvet, ti moraš začeti umivati zobe. In ti imaš zdaj motivacijo, da boš umival zobe, zato ker te boli. Hočeš ta pain premagati. In na začetku boš z motivacijo začel vzpostavljati rutino umivanja zob vsak dan. Tako. Ko bo minilo, to je do science, 60 dni. On average. Ja, to pomeni. Ne bo switch. Ne, ampak tako, 60 dni tako. Pa lahkih habitih, lahko imaš tudi 5 dni. Imaš pa najtežji habiti so pa tam 100 dni. Aha, ok. Ja, lahko. Drugače, Atomic Habits, James Clear, atomske navade, tudi prevedena je v slovenščino. On gre res deep v navade. Pomaž pa še The Power of Habit. Glikaj sem se zavedel, da tako, da ta moj položaj bo zelo hecno izpadel na kameri, tako da moram malo lep sedeti. Ja. Sorry, vsem, ki ste mogli. Drugače, ni bed. Ja, in po 60 dneh. Pa tako, na hati je zdaj že vroče. Ja, meni je v redu. Okay, ja. Lej, tako si hotel, kaj si hotel snemati? Jaz sem hotel iti v džunglo, da bova na senci, ti si rekel, ne, klaj je hodo, da pokažemo to vilo, v kateri Jani ni. Ne, jaz sem rekel, da meni je tle cool snemati zato, ker bo tako tradicionalno, ker je ful podoben setting bil lani, na podobni hiši ste bili in z tega. Consistency. Tako. Po 60 dneh se prestav dejansko ta aktivnost iz enega dela možganov v drugi del možganov in vzpostav se navada. To je pa nek avtomatizem v človeškem ravnanju, ki ne rabi motivacije. Ti v bistvu se zbudiš in avtomatsko greš umit zobe. Brez razmišljanja, brez motivacije, brez vsega. Ja, sicer, jaz sem tudi mal vsak dan motiviran, da mi ne smrdi iz ust in da jaz popolnoma nič ne razmišljam o umivanju zob. Nič. Ne, jaz se zbudim pa tako, hočem si umiti zobe. Mislim, hočem si popraviti zadah v ust. Mislim, to me motivira. Ja, pa če tega ne bi bilo, si ne bi umil. Večkrat bi se zgodilo, ko se ne bi umil, definitivno. Ok, fair. Ja. Ne, sej, to ni zdaj tako zelo ostro, ne, ampak tako. Je tako. In vprašanje je bilo, kako pridobiti disciplino, je z odločitvijo, da začneš delati eno stvar in s ponovno odločitvijo, da spet narediš to stvar in s ponovno odločitvijo, da narediš to stvar in kar naenkrat odločitev ni več potrebna. In jaz mislim, da jaz sem tako pri sebi videl, ko sem želel svoje zdravje zrihtati, predvsem to telesno, pa tako, kot bi Jani rekel, da bolj zgledam. Nisem bil zadovoljen. Kot bi Jani rekel. Ja, ne, ker ti si enkrat me grilo, da ne hodim v fitness za zdravje. Ja, vada, da ne. Ja. Okay. Oboje, no. Tako, mislim oboje. Ja, sem da je eno 85%, drugo pa 15%. Ne, jaz imam obratno. Počutje je meni bolj pomembno od dobrega videza. Laka nadiva keyword research.
koliko folka na Google napiše, kaj je najbolj zdrava vadba, pa koliko folka napiše how to gain muscles. Gain six pack. Ja, how to get six pack. Sej jaz za sebe govorim. Sej tako pač, da sem... Počutje mi je primarna stvar. Da dobro zgledaš. To. Ja, tako se dobro počutim. Tako dobro počutiš. Sej, točno tebe povem. Čeprav je to iluzija, ne, čista, ampak nima veze. Ja, in pol sem zavestno rekel, ok, sam si probil to velikrat, veliko let si se vpisal v fitness ali pa začel en teden, pa se je pol to izjalovil in pol 6 mesecev me ni bilo na fitnessu. Sem rekel, kako to rešiti, ne? In sem rekel, mogoče bi mi pomagal, da me en tam čaka, pa mogoče bi mi pomagal, da me en vod, da jaz ne rabim razmišljati, ne? Med vajo. In potem sem si trenerko osebno najel. Eno lušno punco, ki je stopila, ampak to je zdaj motivacija, Klemen. Ti si imel zdaj motivacijo iti pogledati. Ja, sej, ti moraš svoj mind pohekati nekako, ne? Ti nisi mind pohekal, ti si kar svoje okolje pohekal. Ja. In nekdo me je tam čakal in jaz sem se narisal tam in prve 3 tedne je bilo težko. Zdaj pa je effortless, no. Tako bi rekel, da je zelo enostavno in ta, ki sprašuje to glede discipline, ta Jocko Willing ful govori o tem, ima tudi podcast, tako da lahko njega spremljaš. David Goggins. Disciplina je svoboda, mislim, da je to njegov kvot. Discipline equals freedom. In to je to, no. Tako. Ja, jaz bi tle dal to, kar si zdaj začel, da jaz v lifeu najbolj delam na tem, da shekam okolje, na način, da okolje mi naredi neko stvar lahko za narediti, ali pa privlačno za narediti, da me spomni, da to naredim, in da se ne nanašam ne na motivacijo, ne na disciplino, ampak da me okolje kar potisne nekam, kar hočem delati. Tisto dobro shekal z gymom, če ti za en mesec naprej, da se vedem, ponedeljek, sreda, četrtek, petek so v gymu, ob 5, ti je lažje iti, kot ne iti. Če imaš frende, ki so open-minded, pa so hustleri, s časoma ti bo teže rati ali ne haslati z njimi, kot haslati. In to si shekal okolje. Jaz sem ful velik believer tega, da ljudje si otežujemo life in gremo zdaj na disciplino. Jaz poznam folk, ki je ful bolj discipliniran kot jaz, pa dosti manj uspešni kot jaz. In če primerjam, se je ful stvari bilo drugače, ampak se primerjam, sem tako, ja, vi res imate hard life in ful stvari bi si lahko poenostavljali, ne? In to, da si shekaš okolje, je dosegljivo vsakmu, da skozi ga hekaš, in, a veš, živiš nekje, kjer je gym 45 minut vožnje stran. Ful me veseli, če imaš disciplino. Sam, pač tvoj life bo malo uphill battle. Ja, sigurno. Dober point, ja. Zdaj pač, če je mogoče, disciplina je super, sam če pa mogoče, je pač boš, če bi gym bil 5 minut stran, tako, ja, je pa disciplina tudi ključna v nekih momentih, ker je pa edina stvar, ki te potegne česa, takrat, ki ne motivacije, ne okolje te ne puša. Cool, next.